Ko naslednjič začutiš, da te obišče tvoj notranji kritik, mu z vso resnostjo in dramatičnostjo, ki si jo zmožna zbrati, priredi čajanko. Prav si slišala. Postavi 2 stola, natoči čaj in ga povabi k pogovoru. Kaj mi želiš s tem povedati, ga vprašaj. In potem dobro poslušaj. Morda ti bo znal zaupati skrite strahove ali pa ti celo razkril, da je njegov namen v resnici bil, da te zaščiti pred nekim razočaranjem. Tvoj notranji kritik, ki se morda zdi kot nek strogi učitelj, je v resnici kot skrbnik tvojih sanj, ki se je malce izgubil na svoji poti. In ko tako sediš pred njim, s čajem v roki ali kavo, mu povej svojo resnico. Razumem te, ampak moja vrednost ni predmet pogajanj. Sem dovolj. Sem več kot dovolj. Nato si natoči še 1 skodelico čaja ali kave in mu zastavi vprašanje, ki bo obrnilo igro. Kako lahko skupaj rasteva? To ni zgolj pogovor. To je potovanje odkrivanja. Vsako besedo, ki jo izrečeš, je kot korak naprej na poti samorazumevanja. Tvoj notranji kritik, ta zamaskiran modrec, ima morda lekcije zate, ki te lahko popeljajo do večje samozavesti in samouresničevanja. Z vsakim požirkom čaja ali kave si dovoli čutiti, kako se tvoja notranja moč krepi. Tvoj notranji kritik ni tvoj sovražnik. Je v bistvu del tebe, ki si želi biti slišan, razumljen in integriran. Zaključi čajanko z zahvalo svojemu notranjemu kritiku in njegov čas in njegove modrosti. Spomni se, da je vsak dialog z njim v bistvu priložnost za rast in ne za kritiko. In ko odhajaš, vedi, da si dovolj. Si več kot dovolj. Si napolnjena z novim občutkom moči in namena. Naj bo tvoj dan poln pogumnih pogovorov. Ne samo s svojim notranjim kritikom, ampak s celim svetom. Ker ko ti govoriš svojo resnico, svet prisluhne. In v tem dialogu, draga moja, se rojeva čarovnija.